Med ozkimi ulicami v škofjeloškem mestnem jedru smo vstopili v mogočno staro stavbo, ki je bila deležna skrbne prenove. Poleg premišljeno razporejenih prostorov je hiša s pomladitvijo dobila tudi strešno teraso in več naravne svetlobe. V nizu večstanovanjskih stavb v središču Škofje Loke stoji hiša, ki je svojo klasicistično podobo dobila v 19. stoletju. Čeprav so stare stavbe v mestnih jedrih bile še pred nekaj desetletji sinonim za nizko kakovost bivanja, imajo danes znova visoko tržno vrednost. Raziskovalka stavbne dediščine doktorica Živa Dev razkriva, zakaj. V začetku tehničnega in tehnološkega napredka z novimi materiali, z industrijsko proizvodnjo, z delovnimi stroji so se mesta skokovito širila in zidali so se nova stanovanja, svetla, sončna, z veliko zelenimi površinami in stara mestna jedra so zgubila vso svojo vrednost. Posebej v našem sistemu, ki je v tem času bil, čeprav je bil zelo socialen, nimam nič proti temu, je starost tudi zgubilo vso svojo vrednost, ker smo želeli narediti nov svet, zgraditi nov svet in smo dejansko tisto dediščino odrinili na rob in stara mestna jedra so bila za bivanje popolnoma nezaželjena. Zdaj se počasi spet zavedamo svojih korenin, zavedamo se, da je dediščina in patina tista neprecenljiva vrednost, ki jo praktično ne moremo nikjer kupiti. Stare stavbe odlikujejo tudi nekatere druge prednosti pred sodobno arhitekturo. Prednost stare hiše je danes tudi že dokazana. Prvič, da je zgrajena iz avtohtonih, zdravih materialov, da je ravno prav osvetljena, ker tudi preveč steklenih površin včasih pomeni nekakovost. Da so vsi detajli zelo domišljeni, ker so se prenašali postopoma iz roda v rod, da so stene debele, da se človek počuti varno, da tudi prenos zvoka ni takšen kot v kakšnem bloku, kjer slišiš pralni stroj, ki se je prižgal v 5. nadstropju v pritličje. Vse to so vrednosti, da pač o tej patini, zgodovini in duši stare hiše sploh ne govorimo. Škofjeloška dama se je zvezno razvijala. Njene ostaline so iz 16. stoletja, sicer pa je hiša dobila svoj obraz v 19. stoletju, v času klasicizma. Zadnje prenove je bila stavba deležna pred 6 leti. Ob tem je postala prijazna do stanovalcev in hkrati ohranila čar, ki ga premorejo le stare hiše z debelimi zidovi. Ta hiša stoji v Škofji Loki. Škofja Loka vemo, da je spomenik lokalnega, državnega pomena in tukaj je z odlokom, v bistvu, ker so pač strokovnjaki ugotovili, da je to slovenska vrednost, ne samo vrednost Škofjeločanov, se naj zunanjosti ne bi spreminjala, se pravi, da se ne sme delati velikih probojev, da se ne sme zamenjati in povečevati okenskih odprtin. V notranjosti imajo pa lastniki večjo svobodo, je pa neka taka splošna uveljavljena doktrina, da se naj tisto, kar je vredno, ohrani v največji možni obliki. Moram reči, da pri prenovi te hiše so se teh načel zelo držali. V hiši dobimo občutek, kot bi potovali v času. Najprej vstopimo v obokano vežo, ki jo preveva duh preteklosti, in višje, ko gremo, sodobnejši postajajo prostori. Na vrhu je še majhna terasa, ki daje dodatno kakovost bivanja. Arhitektka poudarja, da je bila prenova stavbe izjemno zahtevna, tako za arhitekta kot za izvajalce. Stavba je večetažna in ponavadi so te hiše razdeljene tako, da imajo eno stanovanje v prvi etaži, eno stanovanje v drugi etaži. Ta hiša je uredila v notranjosti 2 stanovanji in sta razdeljeni po vertikali in ta nova vertikala, ki je bila postavljena, je istočasno tudi nosilna, na katero so potem pripete obodne stene in hiša je s tem pridobila na potresni varnosti. Zahtevno vertikalno delitev in druge konstrukcijske ter prostorske rešitve je izpeljal arhitekt Tomaž Kmet. Kasneje sta delo dopolnila še arhitekta Robi Potokar in Špela Kuhar. Jaz mislim, da je ta prenova izpeljana celovito, se pravi, da so ozdravili vse bolezni, hiša je bila na začetku vlažna, izpeljali so drenaže, očistili zidovi, ga osušili, inicirali. Najbolj še pa tehnično najbolj zahtevna bila pravzaprav ta statična sanacija za to nosilno steno, ki členi stavbo na levo in desno stanovanje. Lastnica hiše bi lahko skupaj z otrokoma izbrala bivanje v modernem stanovanju,
A je raje izbrala stavbo, ki je v preteklosti nudila zatočišče številnim rodovom. Ja, s to hišo sem povezana nostalgično, namreč v tej hiši sem rojena. Tako da sem svojih prvih 15 let preživela v tej hiši, potem se je oče odločil, da je novo hišo zgradil izven starega mestnega jedra in potem čez 20 let, ko smo se odločali, ko smo reševali stanovanjski problem, smo se pač odločili, da bomo to staro hišo prenovili. Med Slovenci velja prepričanje, da je treba staro hišo nenehno obnavljati in popravljati, ter da za prenovo porabimo več denarja, kot če bi zgradili novo hišo. Gospa Maruša razkriva svojo lastno izkušnjo. Ja, verjetno, če v stari hiši živiš, jo moraš ves čas prenavljati, obnavljati. Ampak mi smo v bistvu živeli izven hiše in jo naenkrat prenovili in zelo temeljito sanirali, tako da je delo oziroma prenove, sprotne prenove te hiše so, mislim, da enake kot pri nekih novogradnjah oziroma normalnih hišah. Lastniki so pri opremljanju doma poskrbeli za preplet starega in novega. Ko smo začeli prenavljati hišo, je bilo v hiši kar precej lepih starih kosov, katerih nismo želeli odstraniti oziroma umakniti, čeprav nismo nekako pristaši bili nekega starega pohištva, smo bolj pristaši modernega oblikovanja in potem smo naredili neko tako lepo kombinacijo starih kosov, vklopljenih med moderno pohištvo. Vitrini v jedilnici je lastnica namenila posebno pozornost. Ta je zelo star in ta kos sem sama prenovila v popoldanskem času za hobi. In z injekcijsko iglo sem uničevala črvičke. V obokani veži je pohištvo, s kakršnim so nekoč opremljali hiše na Gorenjskem. S stropa pa visi starinski dežnik, ki razkriva, katera obrt je v preteklosti živela v pritličju. Ampak ta hiša je bila posvečena dežnikarstvu in sicer, kot da v bistvu 90 let je bilo v tej hiši dežnikarstvo.